Naš gost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji boste spoznavali sogovornika, ki ga, mislim si, mnogi zelo dobro poznate. Tudi tisti, ki ga poznate bežno, si boste zdajle predstavljali njegov nasmeh, tudi tisti, ki ste se morda le kdaj srečali z njim in njegovo kleno besedo, klenim korakom, veste, kdo je Miro Šlibar. V našem studiu ga prav lepo pozdravljam, zlatomašnika Mira Šlibarja. Miro, pozdravljeni, dobrodošli zdaj pred domačim mikrofonom. Saj ste naš skoraj sodelavec že dolgo, lepo pozdravljeni. Bog daj, sem vesel, da se slišimo in vesel tudi, če me ne poznate, torej, da me niste srečali kdaj v bolnišnici, torej, da ste bili zdravi. Vse lepo pozdravljam. Na vse priložnosti za srečanje je tudi veliko več kot le ob bolniških posteljah, hodnikih in prav tudi o teh srečanjih bova spregovorila. Zdaj, če bi gospod Šlibar dodal, če rečem hladno, funkcijo, bi še vedno človek najprej rekel bolnišnični duhovnik, celo bolnišnični župnik, s tisto župnijo v Ljubljani takrat ustanovljeno v kliničnem centru. Od začetka ste bili tam. A je to tisto, kar vas najbolj zaznamuje? Bolnišnični duhovnik? Sem duhovnik. In v veliko veselje pa spodbudo, pa priznanje, pa mi je to bilo, da sem smel tistega leta 1985 sprejeti poslanstvo duhovnika v bolnišnici in, kot se rekel, sem postal takrat bolniški župnik. Ampak ljudje imamo še kar, se mi zdi, da to predpono pred Miro Šlibar. A se vam pogosto dogaja, da vas še vedno vidimo, sprašujemo, čutimo tam okoli bolnišnic? Tudi sam, pa človek je človek, tudi včasih malo prevzeten, da se rečem, ko slišim o bolezni, pa kar, zdaj bojo pa imenovali Mira Šlibarja, pa nisem edini, pa vsak duhovnik na župniji je pri bolnikih, pa toliko po slovenskih bolnišnicah je duhovnikov, pa nisem edini, ampak nekje tako je pripeto na me, da kar mislim, da bom pa jaz to vse vedel, pa bil blizu vsem. Zagotovo je to tako, vsaj iz naše strani, ker ste bili od začetka zraven, takrat, ko smo bili veseli bolnišnične kapele, nekaj novega je bilo to takrat, eno novo upanje, eno novo srce, sicer bolnišnice, ki prinaša strah, skrbi, vem tudi ostala spoznanja, ampak takrat zavedati se, da je zdaj pa tam tudi kapela, da je tam najsvetejše, da je tam Gospod, da je tam mir, da je tam tolažba. Je bilo tam v tistih 90-ih, saj je bilo takrat kaj res nekaj posebnega? Ja, zelo smo si želeli, bila je že v bolnišnici v Ljubljani kapela oziroma cerkev, na tistem delu, kjer je zdaj onkološki inštitut, ta nova stavba. Pogosto, redno so bile maše, takrat so prihajale še redovnice, vsako jutro je bilo veliko krstov. Potem pa je vse to bilo ukinjeno in smo bili veseli, da smo res 1994 blagoslovili kapelo v kliničnem centru in to je zame eno veliko veselje, da, kot se rekel, smo pripeljali Jezusa v to ustanovo, klinični center, v to 18-stropno hišo, ki je postala, čeprav v kleti, katedrala, kot je rekel Nadškof Šuštar, katedrala trpljenja in upanja. In tam, da je noter primarij vseh primarijev. Ja, je tudi na oddelkih, kjer so čudoviti zdravniki, pa sestre, pa drugo osebje, pa tudi svojci so podaljšek tega Gospoda Jezusa, prijatelja bolnikov. Ampak tam se hrani, tam je center, tam je akumulator. A je bilo vsem prav leta 1994, da je Jezus vstopil v to hišo? Vemo za tiste čase, kako je bilo. Kaj posebnega nasprotovanja nisem nikjer slišal z nobene strani. Kasneje se pa že čutilo, da pa potrebujejo prostor, da bi pa kar vzeli kapelo. Ampak moram pa reči, moj naslednik je to slišal, ampak so sami rekli, da se meni pa ne upajo povedati. Gospod Šlibar, začela sva v bolnišnici v Ljubljanskem kliničnem centru, v bolnišnični župniji, ampak
Prav bi bilo, saj v oddajah naš gosti tako, da začneva pri otroštvu, pri vaših lepih Moravčah, odkudar ste in ta kraj nosite v srcu, vem, da ga na glas poudarjate, da ste z tistega konca. Tudi Moravčani so ponosni na Mira Šlibarja, vem, da so se z vami veselili iz Zlate maše. Kakšni spomini so zdaj ob tej obletnici, verjetno še prav posebej privreli na dan, povezani z otroštvom, z mamo, očetom, z Moravčami? Ja, če ne veste za Mira Šlibarja, pa veste za tisto lepo pesem Tja pod Zasavsko hribovje. No, o tem sem doma. Ko je bilo leto 1950, tudi sveto leto, kot je to letos, sem bil rojen v družini, 5 fantov nas je bilo, preprosta družina, oče je bil cestar, popoldne pa krojač, mama pa doma gospodinja, tako da smo od vsega začetka se vzgajali v ene preprostosti, pa odprtosti za pomoč sočloveku. Ko smo šli tudi pomagati, imeli smo nekaj zemlje, mehno živince, in za tisto, kar so nam prišli pospraviti pa urediti na njivah, smo potem celo leto tam hoteli delati, pomagati. Tako da smo že od vsega začetka, domača družina, seveda nekako pobožna, verna, redno vsako nedeljo premaši. Znal sem tudi kaj ušpičati takrat, da se kdaj šel tudi drugam kot pa svete maši. Tako da ne bom povedal, morda se v kakšni priliki že to povedal. Ne, kar povejte, kam ste prišli, sem predoveden. Ja, Hmaš bi moral iti zjutraj, ob 6 je bila takrat maša, a starša greste k maši, nam vprašanje vsem otrokom, ne gremo k 10. In potem smo mi lepo, starša zaklenila vrata, mi pa se oblekli, šli na sosedovo dvorišče in tam so puščali motorje in smo vsak svoj motor in smo lepo okrog kozolca vozili. Ko je povzdigovanje zvonilo, smo potem spravili motorje nazaj. Točno na pedal je bil tako obrnen, kot je prej bil, ampak še več, še grablje smo vzeli, da smo pograbili, ker je bila tudi trava okrog kozolca, da se ne videlo in nikoli nas niso zasledili. A so bili to motorji tistih, ki so prišli k maši? Tisti, ki so jih pustili, da so šli k maši. Tako da so bili na nek način tudi posvečeni, ker so nam dali malo veselja. Ampak ko je bilo konc maše, mi smo spet bili posteli, tako da nihče ne vedel. Pa ste bili takrat že vsi zbrani, je bilo že 5 fantov? Ta mlajši se je rodil 15 let za menoj, ni užival vsega tega, kar smo mi, in tudi v kakšni priliki, ko rečem, ti pa nisi še takrat bil, ko smo mi take lumparije izvajali, ne. Pa potem tudi, kamorkoli smo šli, ta je bil, ampak zelo, zelo pomemben član družine, ker je oče zgodaj umrl. Potem smo šli mi od doma, pa je bil on res pri mami še dolgo časa, je bil kot tisti, ki je tudi nadomeščal očeta, pa potem tudi nas, ki smo šli od doma. Kakšne vezi ste stkali, gospod Šlibar, ste ostali povezani? Ja, zdaj 2 sta umrla, mlada, 50 letih, pod 50 letom, eden pa 57, 3, ko smo ostali, smo v Moravčah, eden ta mlajši je v rojstni hiši, ki jo je podaril, pa naredil novo, brat, drugi pa je samo na drugi strani dvorišča, se pravi, ko pridem tam, smo 3 in smo tako kot, ne samo kot bratje, ampak kot res eno tako lepo občestvo, se pomagamo, smo se blizu, razumemo in to se je posebej pokazalo tudi zdaj ob Zlati maši, ko sva že omenila, da so stopili skupaj, pa tudi z ostalimi, da je bilo vse lepo kot ena sama družina. Krasno, ob 50 letih mašništva se seveda spodobi tako in torej lahko rečete, da so spomini na otroštvo in mladost lepi. Zelo lepi, zelo. In hvaležen, jasno, tistim, ki so mi tudi pomagali, da sem stopil bliže Gospodu, ker je bilo tudi odskočna deska za sam poklic. Moram posebej omeniti, jasno, krstitelja, to je bil France Vrolih, ki mi je podelil krst. Torej duhovniki v Moravčah. Ja. Krščen sem bil pa prav na Karmelsko Mater Božjo 1950 in zanimivo, ko to razmišljam,
kako je takrat Marijin praznik in kako želim tudi biti blizu Mariji in na vseh župnijah, ker sem bil, to do Lurda pa do Krederce, zdaj je posod v ospredju tudi Marija. No, in takrat sem začel Božje otroštvo pri krstu. Hvaležen potem pa tudi v 6. razredu osnovne šole sem bil, ko je prišel gospod Jože Mrvar, ki nas je imel rad ministrante, bil z nami, nas tudi peljal ne kam na morje, pa kam v tujino. Tisto so bili drugi časi, ja. Ampak preprosto na svojo kmetijo, ker smo pomagali pri spravljanju sena, potem pa skočili v Krko in tako par dni spali na kozovcih, ampak bil nam je blizu. Ne bom pozabil tistega trenutka, to večkrat povem, pa tudi zapišem, ko so šla en večer na pokopališče in ko so se vračale, je tam ena kapeljica, spet Lurdske Matere Božje in pravi, veš, Miro, to je bil 6. 7. razred osnovne šole, splača se iti po kolenih okrog sveta, da rešiš eno samo dušo. Ni me silil v ta poklic. Prvi sem bil, ki sem se odločil po 42 letih iz župnije, da sem šel na to pot, ampak mi je odprl vrata, pokazal, glej, kot sam zdajle duhovnik v bolnišnici, glej, tle je Gospod, če želiš, jaz ti pokažem, jaz ti pomagam, da bi se lahko tudi srečal v tej stiski z Gospodom. In tako je on meni pokazal in odprl vrata in zdaj sem tle. Pravite, gospod Šliber, da je bilo to, ko ste bili v 6. 7. razredu. A imate potem spomin na to, da je to zorelo vas, da ste se večkrat spomnili tega, ali je potem, ne vem, prišel padec s konja še enkrat? Jaz sem hvaležen, da v vsem mojem življenju do zdaj ni bilo kakšnih velikih padcev s konja, kot praviš. Nekje je bilo vse tako poglajno, ne vem, kdo mi je to uravnaval pot. Oče je bil res cestar, ampak na tej cesti tukaj ni poravnaval. Šlo je res lepo in sem hvaležen, da ni bilo takih kakšnih velikih zapletov. Sicer pa tisti, ki me poznate v začetka, veste, da poskušam biti to, kar nosi tudi moje ime. In sem hvaležen, da se je v miru nadaljevala in prišla do tega tudi moja pot. In tista pot tam iz Moravči vodila potem kam? Kako je bilo z odločitvijo za srednjo šolo? Zdaj pravijo spet gimnazijo in potem naprej za bogoslovje? Ja, tistega jutra, ko sem prvič odšel od doma v Malo Semenišče, srednjo versko šolo v Vipavo, cerkev se je obnavljala, pa je bila maša v župnišču. In vem, da je takrat vse jokalo in ko so mislili, da zdaj pa je šel od doma, pa ga več ne bo domov. Ja, to je bilo pot v Valno Semenišče z gimnazijo, ko nas je začelo najprej sprejemni izpit. Ja, to je res en čudovit spomin, ko smo delali stavek za analizo, še dobro spomnim, sicer res pozabljam veliko. Včeraj smo šli v Postojno, da bi videli obred mastniškega posvečenja, smo morali analizirati ta stavek in potem še z matematike smo imeli sprejemni izpit in sem bil najbolj srečen človek, ko je rekel na koncu profesor, da je že pokojni gospod Pavel Šporn, Mirko Šliber je naredil sprejemni izpit. In potem še 2 meseca, 1965, pa sem začel Malo Semenišče. Jaz vem, da takrat ni bilo povsem preprosto odločiti se za tako šolo, sprejeti to, da družbena klima, če rečem tako hladno, pač temu ni bila kaj pretirano naklonjena. Ste mladi takrat dijaki še, pa potem že s pogledom proti bogoslovju dobivali kakšna polena pod noge? Vedeli smo, da končamo šolo z maturo in nisi nič. Potem so nekateri, ko se jih ni bilo veliko, šli drugo pot, so morali delati ponovno maturo na drugi državni šoli. Ni bila priznana? Ja, ni bila priznana, ampak jaz se nisem za to nikoli vznemirjal, ker moj cilj je bil, kot vem, če grem na Krederco, je cilj in se naredim, da pridem gor in tako tudi tukaj. Ko sem se odločil po maturi, grem to pot in ni bilo nobenih problemov in s tistimi, ki so odšli, imam še zmeraj dobre stike in so bili tudi,
si postavili življenje drugače sicer, ampak so ostali verni, so ostali dobri ljudje. Ko ste rekli, da je odhod v Vipavo prinesel solze domačih, tistih, ki so razmišljali, zdaj je pa Miro šel, ne bo ga več tako pogosto domov, kako ste se pa vi odtrgali iz tega lepega podzasavskega hribovja iz Moravča? Ste vi takrat kot mlad fant pogrešali domače kraje? Rekli ste, to so bili kraji, časi, ko niste potovali, ko niste bili vajeni od doma. Potem pa kar naenkrat za 4, potem še za 4 leta. Pa bi lahko rekel še za 4. Seveda, in nekajkrat po 4. Do zdaj, ne vem, če bi prištel 7-krat sem se selil. Ja. Moram reči, da sem spet hvaležen Bogu, da si hitro živim v tisto situacijo. Tudi takrat, ko ste bili mladi? Tudi takrat. Da hitro sprejmem to in v okolje, ker sem, in to me je tudi najbolj pomagalo v nadaljnjem delu pri bolnikih, ko se srečaš s tako problematiko, da se nekako hitro uživim, da hitro vidim situacijo, preprosto, kot se reče, pa ne, da sem zdaj važen, da se znajdemo. Tako razmišlja zlatomašnik Miro Šlibar, ki je danes naš gost. Gospod Šlibar, jaz pogosto ujamem duhovnike, ki rečejo, takrat pa ne moremo, se dobimo z letnikom, imamo srečanje razreda. Ostanete povezani, duhovniki, tisti, ki ste bili skupaj posvečeni, ste povezani, ve se, za kakšen letnik je šlo, kakšen razred, če rečem tako. Kakšen letnik je bil vaš v bogoslovju in potem izmed tistih, ki ste bili soposvečeni? Omenil sem že, da nas je začelo v Vipavi 33, končalo nas je 19. V bogoslovju, seveda po 5 letih, bili posvečeni v duhovnika, še 6. leto hodili na župnijo, vmes pa na fakulteto. In potem, ko smo prišli na župnije, smo od vsega začetka se še dobivali in se še dobivamo. In moram reči, da spet Bog dal včasih komu še posebne talente, ne vem kaj, in sem tisti, ki skušam povezovati letnik. Imam že 2 velika zvezka, vsako srečanje zabeležimo, kje smo, s kakšnimi fotografijami, pa kakšen povzetek pridige. Potem je Miro Šlibar tisti, ki obvesti za prihodnje leto. Mi imamo že zdaj določeno v zadnjem srečanju, kdo bo prihodnje leto, par mesecev prej ga pokličem, ti tukaj imaš seznam zadnje naslove, tako da je to, rekel, zelo lepo, ta letniška srečanja. Nepozabno je bilo za srebrno mašo, se je pisalo 2000, in smo šli, in cel avtobus nas je šlo, 25 nas je šlo na Poljsko. In smo si ogledali vse tisto, kar od ponedeljka do sobote smo bili skupaj. In ne samo, da smo videli Poljsko, ampak mi smo videli sebe, mi smo videli družbo, mi smo videli to občestvo, nas 25 duhovnikov, kar ni tako lahko živeti tudi skupaj toliko dni, ker je vsak čisto po svoje. Krasno, torej se srečujete vsako leto? Vsako leto, tokrat za Zlato mašo, kot je to običaj, smo povabili gospoda Načkova Zoreta, da smo imeli sveto mašo na Brezjah in potem seveda še druženje ob kosilu. In potem, če sva zdaj spet nazaj pri fakulteti, teološki fakulteti posvečenju, potem so prišle prve službe, najprej kaplanske v kar 3 župnijah, v Sodražici, Šentjerneju, Zagorju ob Savi, tam od letih od 76. do 85. Gospod Šlibar, ko ste bili posvečeni, ko ste postali duhovnik, a je bila vas kakšna posebna želja? Ko bi le, ne vem, a ste kaj nadaljevali tako misel, ali ste bili povsem prepuščeni Božji volji, si mislili, kar bom sprejel, a je bila kakšna želja v vas? Kako se to lepo povedal, vse to je bilo v meni, ta želja, da sprejmem to, kar je. In takrat sem sprejel tudi to, že kot bogoslovec sem se zdravil za kronično vnetje črevesja. Takrat je ta bolezen prišla? Ja. In tako ko sem bil posvečen duhovnika, če bi takrat me videli na sliki, sem bil brez bledikav. In potem tudi po enem letu sem preprosto bil na župniji in bi moral iti. Tisto leto, ko sem končal fakulteto, se pravi 6. letniku, omenil sem že, da smo bili posvečeni v 5. letniku, ker tukaj ne ostane, se več kot 1 leto ne bo živel,
Prav v resnici se je slišalo Sodražice, tako. tako sem slišal, ampak jaz spet takšen, kot sem, še nisem to nič v srcu imel. Ob dobrem duhovniku, pa gospodinji Toni Čoparju, pa Micki, njegovi sestri, sem tam ostal še živ, ne samo 1 leto, ampak 4 leta sem še nadaljeval. In potem šel na drugo župnijo v Šentjernej, tam je kartuzija Pletere, tam je cvičak in moram tudi povedati, tisti, ki se kakoroli zdravite, to povem v priču zdravnikov, da mora človek videti sam sebe, prepoznati, kaj mu tudi ugaja, kaj mu paše, kaj mu škodi, da se potem tistega drži. In takrat moram reči, Dolenjci, cvičak je zdrav. Tako da sem počasi prišel na 0, kar se tiče tablet, in sem potem normalno 3 leta preživel v Šentjerneju, potem pa bil še prestavljen 2 leti v Zagorje ob Savi. Ampak glede na to, da so rekli, da ste slišali, saj 1 leta ne bo preživel, je bila to huda bolezen, ste imeli hude težave. Takrat ste se torej kot bolnik srečali s tem, kaj pomeni biti resno bolan, kar vam je potem tudi za vaše delo, ki so ga omenili na začetku, verjetno prišlo prav. Sam ne vem, kako velike bolečine, da bi čutil, ne, samo vedel sem, izvidi so bile taki, ne, pa tudi govorjenje zdravnikov, da to ni tako preprosto. Ampak sam ne vem, bom rekel, da sem zdaj utrjen, kot jeklo, nič ne čutim, mi je vse eno, ne, ampak nisem kaj posebno čutil. In to spet mi je pomagalo, kot sem že rekel, ne, v prihodnje. Morda malo težje sprejemam, če nekdo zelo težke bolečine ima, ker sam nisem, ne vem, kako čutil tudi kaj takšnega. Ampak dovolj pa, ne, da sem vedel, ne, moraš to smeš, to ne smeš in tako naprej. Kaj so vam tista prva kaplanska leta ali pa morda kar vse 3 kaplanske službe dale za duhovniško življenje potem? Jaz sem bil zelo rad pri otrocih, pri mladih, pri zakoncih, pri starejših. Posod smo imeli, kot imajo še zdaj duhovniki, in sem jih hvaležen tudi z tega mesta, da v prvih petkih pa tudi drugače posvečajo veliko pozornosti bolnikom. Že takrat nekje so mi bili blizu starejši pa bolniki, rad sem jih obiskoval za prve petke, pa tudi drugače, in pa tudi z mladino, ne. To ni bilo nedelje, potem sploh v teh časih, ko je Kostanj, smo šli vsako nedeljo nekam, smo skupaj se družili, smo tudi pripravili kakšno prireditev, kakšno predstavo, kakšno igrico. Zelo se spominjam, pa nisem jaz umetnik, ampak vse nedelje, kakor je malo dešalo po kakšnem misijonski, po zahvalni, je bilo vedno v cerkvi videti, kakšna nedelja je. Pa tudi nisem strokovnjak za krašenje, ampak počasih si je po cvetju, po pušeljcu, smo rekli po domače, po moravško, se je videlo, kakšen evangelij je, čeprav sem moral potem še malo razlagati. Se pa zgodilo kdaj tudi, da sem prišel na prižnico, pa sem obstal, ker nisem vedel, kaj nadaljevati. Pa sem malo tiho bil, tako je v življenju, ne, da bomo včasih tudi onemet, si tiho, potem pa morda sem pogledal tja proti oltarju, pa sem videl ta šopek, pa se spomnil evangelija, potem sem pa kar nadaljeval. No, se to biti zraven in biti tiho, poslušati, vam tudi prav pride kot duhovniku, ki je povezan z bolniki? To se kar lahko rečem, da je bila tudi to milost za takrat, da sem lahko odskočil tudi v te čase, v to moje drugačno poslanstvo, da sem znal in da znam biti tiho. A ste s tistimi 3 župnijami, omenil sem jih, torej Sodražice, Šentjernej, Zagorje ob Savi, ostali povezani? Pa še kako. Da so se jasno odrasli, tisti, ki so bili mladi, kdaj mi sporočijo tudi, da je kdo umrl, da si ga spomnim. Tudi v Zlati maši so me eni in drugi in tretji povabili na to, ne da imam ponovitev Zlate maše, ampak da se skupaj zahvalimo, da je eden bil takrat v tistih krajih kot kaplan, zdaj pa že malo prišel, vse veste, tiste vice, ne? Ko so se hvalili 3 možje, kateri imajo večjo cerkev, pa pravi eden, ja, naša cerkev je tako velika, da duhovnik sprede zapoje, Gospod z vami, potem pa eden sjede na konja, pa gre do kora, pa rečete, morate odgovoriti in s tvojim duhom.
Potem pa drugi pravi, ja, naša cerkev je pa tako velika, da Pogačar sede na kolo in del etape prevozi, da pride spredaj, da prežge večno lučko. Ja. In ta tretji pa pravi, naša cerkev je pa tako velika, da zadaj stopi novomašnik in ko pride spredaj v prezbiteri, pa postane zlatomašnik. Nisem to sam pogruntal, ampak prenašam. Meni je veselo, sploh v teh letih, ko nas je, tako imam fotografije, vseh tudi hranim in bom na prihodnem srečanju jim to pokazal, da smo bili v družini. Nas je 49 še, ki smo še tako ali drugače aktivni. Ja, kakšen blagoslov, lepa številka. No, saj, če bi zdaj bila pot od novomašnika do zlatomašnika kot ena pot skozi res veliko, sva slišala v šali cerkev, ampak se v resnici ta leta res hitro minejo, gospod Šlibar, se vam zdi, da ste kar skočili tam iz kaplanskih let, zdaj v dobo zlatomašnika? Ja, ko me gledate, vi, ki poslušate, ne vem, kako me vidite, ampak sam čutim, da sploh ne verjamem, da je to res, da sem 50 let duhovnik, da je tako hitro minilo, da mi še Bog da te moči, da grem še na Kredrco, da še, kot pravi zdravniki, tudi vam priporočam, da veliko hodite, da se vzamem za res, ne. Ko bo letnica letos dokončana 2025, jaz želim, da bi bilo toliko kilometrov v hrib, tam na Dobrovo, kjer bivam. To povem zato, da spodbujam, ne, če hočete biti takole mladi, pa tole tako aktivni, potem se mi pridružite. Jaz pa vas občudujem, ker ste tudi taki, poznam vas veliko, ki veliko delate na tem. Za vaše zdravje. Vedno treba skrbeti za telesno, za duševno in za duhovno zdravje. Poznam mnoge, ki se bojijo iti k bolniku. Tudi take, ki sploh nočejo, kot da bi tega ne želeli sprejeti ali imajo sami kakšno zavoro. Vi ste to delali leta, desetletja, iz dneva v dan, iz ure v uro, tudi takrat, kadar so bili bolniki okoli vas, pa ne v bolniški župniji. Vem, da ste pogosto prišli domov, če so vas povabili, nikoli niste odklonili. Kaj je tisto, kar je v vas, da vam je reklo, pojdi, Miro, ne boj se? A je bila kdaj kakšna skrb? A ste kdaj nemirno vstopili v sobo k bolniku? A ste bili vedno prepričani v to, da je to Gospod, ki mu pomagate? Najbrž ne bom povedal nič novega. Ko sem šel iz prve župnije iz Sodražice naprej v Šentjernej, kot sem že omenil, mi je en duhovnik, mlad duhovnik rekel, ko se poslavljaš iz prve župnije, reče, da je to prva ljubezen in je to težko, pravi, za vsako župnijo, za vsako delo, za vsako poslanstvo, ki ti je podarjeno, imaš svojo milost. In jaz, ko odgovarjam na vprašanje, za to delo čutim, ne, da je Gospod dal moč in pomoč, da sem jaz to sprejemal. Nikoli ne rečem, da sem sprejel. Zato vsak trenutek tudi vam in zdravim in bolnim vedno poudarjam, rečem, sprejemam to. Ne, da sem sprejel, ker imam vsak trenutek sprejemati. In v bolnišnici, ko si odprt za to, da sprejemaš, so bile vse te situacije takšne in takšne, ampak sem poskušal sprejemati. Uporo sem imel v Gospodu, ob Bogu. Ni bilo trenutka, ko sem šel v kapelo, ko sem vzel najsvetejše, sem najprej pomolil, sem rekel, zdaj pa Jezus, lej, greva v to, zdaj se kar bojim, je težka situacija, so rekli za bolnika tako pa tako, da morda tudi te ne bo sprejel, ampak lej, ti si močan, pokaži, jaz pa, da bom znal prav spregovoriti. Ampak ni bilo treba veliko besed, ko sva že rekla o tišini, predvsem svojo prisotnostjo, in če je Bog dal, da razširim tudi usta v nasmeh, sem hvaležen. To se je tudi veliko poznalo, tako na samem oddelku, pri sestrah, pri zdravnikih in potem tudi pri svojcih in pri bolniku. Ker duhovnik v bolnišnici ni samo za bolnika, je tudi vse to, kar sem zdaj naštel, se srečujem z njimi. In hvala Bogu se je ustvarilo eno tako lepo občestvo. Gospod Šlibar, se je pogosto zgodilo, da so domači rekli, veseli bomo, če boste obiskali
našega najbližjega v bolnišnici, ampak bodite pripravljeni, morda vas tudi ne bo sprejel. Da je bila to želja nekoga drugega, ne tistega, ki je bolan, pa se morda potem pokaže, da je bilo prav potrkati tudi pri njem. Verjetno je takih zgodb nešteto, takih in drugačnih. Ja, koliko imamo vinda pogovora, bi to res bilo veliko za povedati na tem, ampak se dobro spomnim. Veste, moj mož pa ne bo vas prijel, je takšen pa takšen, bodite pripravljeni. Sem rekel, gospa, a potem naj jaz pridem k očetu, k vašemu možu kot angel? Ja, prav, tako približno sem se zamislila, da ne bi prepoznal, da ste duhovnik. Sem rekel, veste, to pa jaz ne znam, ampak bom naredil vse, bom molil za to, vi pa tudi molite, da vaš mož sprejme duhovnika. In ko sem mi povedal nazaj po telefonu čez naslednji dan, kako mi je ta mož lepo sprejel, sem mi povedal, veste, premalo pa poznate vašega moža, tako lepo mi je sprejel. Ni bilo zmeraj tako, dvakrat se spominjam, ko je prišlo sa strani svojcev, češ da nasilno odiram v svet njegovega bolnika, da me bo obsodil in tako naprej, no, ampak z tega nikoli ni bilo nič in pa to je res samo ene dva taka primera. Jasno, da sem občudoval svojce, kako so bili včasih tudi iznajdljivi. Lahko omenim ta primer, dolgo je že od tega, na onkološkem je bilo in je en mlajši, morda je bil sin od te bolnice, je vzel iz stene kopalnice ogledalo. Sonce je ravno zahajalo, tudi sam sem ga občudoval, rad vidim sončni zahod in ta je naravnal na sončni zahod to ogledalo, tako da je mama videla v ogledalu sončni zahod in kako se je ona od tega razveselila. Se pravi, sem občudoval res iznajdljivost svojcev. Ni bilo vse zmeraj enako in pozitivno, ampak po večini pa so se trudili za to. Čeprav je še preveč te miselnosti, da ne pokličemo duhovnika, ker se bo prestrašil. Kot da je duhovnik tisti za zaključna dela, kot včasih rečejo, ampak duhovnik je tisti, ki lahko prinese cerkev, občestvo, zakramente, tistemu, ki je v bolnišnici, ki zdaj ne more iti k maši, ki ne more tudi tako moliti, kot je v domačem okolju. Ko sem sam imel priložnost, lahko rečem milost, doživeti del vašega dela pred skoraj 30 leti, po moje, ko sem bil del Miklavževega spremstva, smo po enem večeru, se spomnim, ko smo se vračali iz bolnišnic z obhoda, ostali nemi, bili brez besed, ker smo bili v oddelku hudo bolnih otrok, najmlajših. Mamice so jih imeli v naročjih, mnogi na cevkah pod aparati, na katere se človek ne spozna, ampak vse tako grozeče piska okoli tebe. Srečevali smo se z otroki, ki so bili tam že mesece, sploh nikoli doma po rojstvu. A je bil to težji del od tistega, ko ste se srečevali s starostjo, ki se poslavlja? Tistega večera se spominjam. Veseli smo bili, ne da smo opravili Miklavža v bolnišnici, takrat je Miklavž obiskal okrog 300 otrok po različnih stavbah in tvoj oče Slavko je bil Miklavž, ti za Uršo pa sta bila Angela, ki sta pomagala nositi darila in se spomnim tistega večera. Ja, jaz sem se malo začudil, kako ste obstali, onemeli. Jaz pa morda, kaj svem, že z eno utrdelo kožo sem to drugače sprejemal, čeprav ne, še zmeraj kot človek, mi je tudi prihajalo še zmeraj v spomin te otroke, njihove mamice, očete, ki so bili z njimi, pa tudi pri odraslih sploh. Ne. Nisem železa, no, preprosto. Ja. Tako takrat, potem pa sploh tudi v nadaljevanju. Kje ste prijemali moč, gospod Šlibar, takrat v tistih iz dneva v dan v te zgodbe vstopati, zagotovo se človeka in njegovega srca nekaj prime, če rečem. A je bila moč pred najsvetejšim, v molitvi, a je bila to, ne vem zdaj,
človeško rekreacija. A ste potrebovali nekaj takega, kar vas je vodilo iz dneva v dan? Že prej sem omenil, vseh primarjev je Jezus v tabernaklu. In duhovništvo je povezava z njim, z mašo, zakramenti, z molitvijo, z duhovnimi vajami, z udeležbo tudi na duhovniških srečanjih vsak mesec na konferenci. Lahko bi bil vstal brez tega, nisem obvezan, da prihajam, pa vedno čutim to povezanost v duhovniški družbi, da sem prihajal. Tudi smo imeli srečanja v Ljubljani, sploh ko sem bil v bolnišnicah, da smo se dobili enkrat na mesec ob večer, na nedeljo, da smo preprosto poklepetali, si povedali kaj. In to je bilo ena taka. Drugo, ko se omenil rekreacijo, že sem omenil, da tudi hodim, potem ne smem zanemariti to, kar sva že prej rekla, da sem povezan z domačimi. So bili dnevi, ko so šli na morje, jaz nisem šel z njimi za 10 dni, ampak sem šel morda za 3 dni, da sem bil z njimi. In potem nepozabno je bilo to, ko sem skupaj z lazaristom Jožetom Zopančičem, ki sva dobra kolega, ki je duhovnik, sva začela hoditi vsako leto morda 3-krat za 2-3 dni v Volosko, ker so usmiljenke, to je na morje, in tam sem dal preprosto. In tudi na samo Krederco me kdo vprašal, zakaj ne greš na kakšen drug vrh. Jaz sem šel zjutraj zgodaj, sem šel gor, nikoli sam, potem prišel dol in se je zgodilo, da sem že zvečer maševal v kapeli tisti dan. Ampak točno veš, koliko časa rabiš, in hitro in se dal ven sebe in se nahrano s tem. Ne? Tako da gotovo, da tudi duhovnik rabi to in razvedrilo, pa veliko pomoč ima to, ko čutiš o ljudeh, da so ti hvaležni, da so ti blizu. Jaz verjamem, da se veliko tega, en odgovor na moje vprašanje, skriva tudi v novomašnem geslu. Njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Torej, če gledaš skozi pravo prizmo, skozi pravo luč, je vse dodatek dobremu. Nič ne dodam. Novomašno geslo, ki se je izkazalo za pravo, tudi zdaj kot zlatomašnik vem, da veste, da je tako. Če človek pogleda, kaj vse je bilo na vaši duhovniški poti, kakšne so tudi trenutne službe, obveznosti, vse od vseh navez z bolniki, takih uradnih velikih romanj, tudi v sodelovanju čez mejo z Italijo, pa tu je Soča, pa še in še srečen takih in drugačnih, ki ste jih organizirali, za katere še skrbite, katerih se udeležujete. Gospod Šlibar, a vam nikoli ni zmanjkalo moči, volje, želje? Če se trudim, da sem z Gospodom, v njem je vsa moč, kot lahko razberemo iz Svetega pisma, iz cerkvenih očetov, potem si močan. Tudi svetopisemski možje in žene so bile kdaj tudi v preizkušnjah, jasno, tudi to je čisto človeško, ampak človek se mora priti do tega, da kdaj tudi reče, to pa ne morem, to je pa pretežko, to moram pa mečkano se zavedati tudi, da nisem več 40 let star, da sem v teh letih. Metka Klišar je to zelo reče, da moram določene stvari izpuščati. Izpuščati ne zato, ker niso mi dragi, ampak zato, ker čutim, da je prevelika obremenitev. Da smo tudi ljudje, tudi duhovniki. Pa jih izpuščate? Ja, sem čisto konkreten. Pred tednom dobrim smo tudi v teh prostorih že se pogovarjali o Krederci, o obveznosti, ki sem jo imel 6 let, da 3-krat na leto imam gor mašo, skrb za maše, in sem to izročil, izpustil mlajšemu.
Jaz bom še zmeraj ljubiteljsko, jasno, šel še zmeraj rad, ampak bolj se opiham, on pa teče. Ja, tako je pravi, vem, slišimo za tako delo, za take naloge. Mi smo veseli, da ne izpuščate stvari, ki so še povezane z mikrofonom, da ste tudi naš zvesti sogovornik, lahko rečeva kar sodelavec v radijskih katehezah, pa v vabilu poslušalkam, poslušalcem k pogovoru z duhovnikom, torej izven programa, izven etra, koordinirate tudi te pogovore. Lahko vas vprašam, gospod Šlibar, kaj vam pomeni radijski mikrofon? Se vam zdi to ena lepa, prijazna prižnica po vseh vaših desetletjih duhovniškega dela? Ko so bile maše, zdaj tudi veš sam, prve maše prenosa na Radio Ognjišče so bile ob Božiču ob 10. dopoldne. Ja, res. Velika udeležba vernikov, bolnikov, sploh ne. Čisto malo nas je bilo. Vsi tisti, ki so lahko šli, so šli domov za Božič. Tisti pa, ki niso mogli, so bili pa v sobah. Pa je prišlo nekaj od zunaj, pa je prišel zborček iz Tične in je bil prenos. Vem, da tehnik Boštjan je prišel že ob 7. zjutraj, se predstavljate, polnočnica. Včasih sem še kam drugam šel, ne samo v Ljubljani, ker v bolnišnici ni bilo polnočnice, je bila že ob 8. večerna maša. In potem ob 7. biti tam, da sem dvignil zapornico in da je bil potem, da sva uredila z Boštjanom vse napeljala, to ni bilo tako, kot danes prideš, mikrofon postaviš. Vedno sem, ko sem stopil pred mikrofon, sem rekel, lej, tukaj ni zdaj 10-20 ljudi, ampak tukaj je Slovenija, ne samo Slovenija, tudi valovi, radijske valovi gre tudi v svet in tukaj smo povezani. In če kdaj sem prej veliko molil za to, da bi tista beseda, pa tisto občestvo, pa to, kar smo, ta dogodek je bil, običajno sveta maša, ali pa zdaj le pogovori, da vidim, ne samo zdaj le tebe, Juri, nasproti, ampak da vidim tle množico, ki vas vidim. Eni ste na bolniški postelji, eni ste na vozičku, eni ste tam v domačem kotu, eni ste veseli, drugi ste bolj žalostni, ker nimate duhovnika, ki bi vas takole pogosto obiskaval. Vse vas takole pozdravljam in tudi, ko grem pred mikrofon, vedno mislim na vas in tudi to, kar rad povem, če se le da zjutraj o 5. skupaj z vami, s tolikimi, ki molite rožne venece, tudi sam pridružim. In takrat je posebej 3. desetka, tudi sem že povedal v radijski katehezi, da je posebno namenjena prav bolnikom, vam. Ena od teh desetk pa tudi duhovnikom, ki spremljamo vas ali v bolnišnicah ali pa tudi po župnijah. Gospod Šlibar, jaz sem prepričan, da vas je delo z bolniki toliko 10 let, še zdaj pravzaprav vse te trdne vezi z njimi, z mnogimi, da vas je to oblikovalo. Česa mislite, ne bi imeli, če bi ta del poti ne bil dan na vašo duhovniško pot v vaše življenje? Kaj bi vam manjkalo? Eni potrpežljivosti, ene trdne vere, ki jo opažam pri bolnikih, enega zaupanja, potem velikodušnega služenja kot v vrstah zdravnikov pa sester. Pa še kaj bi lahko naštel? Od tega, da človek pozablja nase, da je odprt za drugega, da so me učili moliti, potem sprejemati situacijo, kakršna je. Se spet vračam na moj novomasno geslo. Njim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Hvaležno za tolike obljube bolnikov bomo molili za vas. Še zdaj toliki mi zaupate, da vsak dan molite tudi za duhovnika, pa ne gre zdaj samo zame, tudi za vaše duhovnike. Vse to človeka krepi in daje tisti zagon, da sem izkušam biti z veseljem pri bolniku. Velika večina običajnih smrtnikov se ob težki bolezni pa ob odhodu dragega srečuje z bolečino, z mnogimi vprašanji. Zdijo se jim dnevi, ki so temni in ne kažejo svetlobe. Danes smo pa v prazniku vseh svetih, 1. november.
ki so ga nekdaj tako na glas imenovali dan mrtvih. Zdaj pa bi radi zversko resnico preglasili to tamo in rekli, da je danes vesel dan, da se danes veselimo z vsemi svetimi. Gospod Šliber, kakšen je vaš pogled na pravzaprav to dvojnost, s katero se še danes srečujemo ob vsakem 1. novembru? Zdaj bi najprej mečkeno takole zlobno rekel, dragi Jure, da si mi povabil prav za ta dan na vse svete, ko so tako blizu tudi naši rajni, pa tako blizu grobovi, pokopališča. Zdaj pa duhovnik je pa tisti, ki bo pa zdaj v tej situaciji najbolj ta pravi. No, ampak takoj vzame besedo nazaj, da sem vesel, da smem na ta dan se srečati z vami in tako ob srečanju z vami se srečati s tolikimi, ki so dosegli čast oltarja in s tolikimi, ki sem jih spremljal skupaj z vami v težkih situacijah življenja, v preizkušnjah, v bolezni, pred operacijo, potem v okrevanju. In tako je to občestvo svetih, čeprav niso razglašeni za svetnike, postalo tako veliko občestvo in kot ponovno rečem, da jemljem besedo nazaj, da sem naravnost vesel, da ob tem prazniku se smem veseliti s tolikimi, ki sem jim morda tudi omogočal stopnico više, človeško povedano pred Gospodom. Gospod Šliber, vem, da ste tudi pravi za vprašanja, ki bi bila povezana z Marijo, da je Marija vaša kraljica, da ste zvesto njeni, drugače bi pač ne mogli biti član kapitja častnih lurških kaplanov, častni kaplan bazilike v Lurdu od oktobra 2014 že, z Lurdom, z Bernardko Sobiru, z invalidi, ki tam iščejo tolažbo, ste povezani tudi že zelo dolgo. Kaj vam pomenijo ta romarska srečanja z Marijo in z bolniki? Morda sem že omenil, kako sem bil v vseh župnijah, ali pa že čisto iz svoje rojstne župnije, ker je tudi Hribce, taka čudovita cerkev, pa Marija kraljica angelov, ki je najbrž edina v Sloveniji, pa potem vse župnije do zdaj nekje, ko me spremlja Marija po svetiščih, po božjih poteh. Vemo vsi, kaj je rekla v Kani Galilejski. Karkoli vam reče Jezus, storite. In jaz poskušam slišati, kaj mi Gospod nalaga, kaj mi reče, da potem sem in če on ne more stopiti k bolniku, če on ne more dati eno toplo besedo, človeško mislim, svojcem, ki so v veliki stiski, ki imajo bolnega otroka, ki čakajo, da bodo zbrali določeno vsoto, da bo šel lahko na operacijo v Ameriko. Ne? In poskušam biti zdaj na mesto Gospoda, ker hočem slišati, kaj mi reče, kot je Marija rekla, karkoli vam reče, storite in poskušam tam biti. Marija mi tudi daje moči reči vsemu, zgodi se in ne samo to, da zdaj jaz lepo molim rožne venec, da romamo Marijina svetišča, vse to, ampak da jaz od tega tudi potem prenesem svoje življenje, da jaz poskušam biti zdaj kot ona, ki je besede slišala, premišljala in potem tudi delovala. In tako naj bi tudi sam ob vseh teh srečanjih z Marijo pa romanih slišal in potem tudi na to delal, kot je delala ona. To mi je zelo, zelo močno. Ne? Pod križem bila z Gospodom, kot sva že prej rekla, v tihoti, tišini, ne z velikim jokom, ampak je bila poleg. In če bi vprašal me, kaj je moje, ta prvo v vsem mojem poslanstvu, posebej teh letih 40 pri bolnikih, je prav to, biti poleg, kot Marija pod križem. Zato sva zelo prijatelja z njo. Sem zelo prijatelj z njo. Gospod Šliber, vse vaše delo, vse vaše življenje je bilo pravzaprav delo za življenje.
Zdaj trenutno smo pa Slovenci v enem takem obdobju, ko je treba to svetost življenja braniti, no ne trenutno. Pravzaprav je tako že dolgo in vse povsod, to so globalna vprašanja tega našega ljubega sveta. Kako gledate, kaj sporočate zdaj našim poslušalcem o svetosti življenja? Biti za druge, sprejemati tudi starejšega, tudi bolnega, tudi tega, ki veliko časa zahteva od mene. Ampak današnji človek je preveč sebičen in potem si želi, da ne bi vključil v svoje spremstvo svojih paliativov, kjer ima zagotovljeno tudi pomoč. Je preprosto, mu je težko biti poleg nekoga, ki trpi, pa ne toliko, da ne bo trpel, ampak bolj, da bo njemu lepše in zato se tudi vse to dogaja. Sem pa spet vesel, po drugi strani sem tudi v Združenju katoliških zdravnikov kot duhovni asistent in se dobivamo po Zoomu, kjer tudi molimo, da bi se stvari dobro končale in uredile tako, kot je treba, kot je po Božje. Tudi sam ne moram zdaj svetovati, kako, ampak občudujem tudi njihovo zavzetost, da storijo vse, tudi z tega strani zdravnikov, da bi preprečili to zastrupljanje ljudi, da bi omogočili evtanazijo. Sam lahko rečem in ponovno rečem, da v vseh teh letih srečanj z bolniki nikoli še nisem naletel na bolnika, ki bi rekel, dajte me zastrupiti, jaz ne morem več. Velikokrat pa srečal bolnike, ko so rekli, tako je težko, da bi rad umrl. Sam to ni tisto, dajte me injekcijo. Gospod Šlibar, kot koordinatorja naših telefonskih klicev, klicev naših poslušalcev izven etra, izven programa, v Duhovnik odgovarja vsak torek od 10 do 12 ure, kot tistega, ki je pogosto tudi sam za telefonom, vem, da so potem tudi še mnogi ostali duhovniki, vas sprašujem, kakšen občutek imate, kaj danes človeka najbolj vznemirja? Kaj je tisto, kar najtežjega nosi človek danes s sabo? Pa potem upanje duhovnika, da mu lahko pomaga. Ena beseda, ki bi lahko zbrala vse to, kar slišim po telefonu, je odnosi. Se pravi, živiva skupaj v hiši, sin stopa skozi ista vrata, mimo mene že 14 let in me ne pozdravi. Vzgojila sem otroke cerkveno, jim dala, ker sem mogla skupaj z možem, grejo svojo pot. Ne slišijo moje želja, se ne zmenijo za to, da bi bili mi v pomoč. Včasih tudi čisto preproste stvari si želijo, ker premalo morda slišijo ali pa preberejo ali pa pozabljajo. Čist primer, midva bi pa kar opravila spoved, če se da po telefonu. Take preproste stvari. In poskušam Cerkev je občestvo, je skupnost, je vsak nekje vključen v eno občestvo in zelo priporočam, da se vključijo v domačo župnijo, da duhovnik, ki je tam, bolj pozna tudi njihovo družino, njihove svojce, pa morda bi on znal drugače tudi pristopiti, pa dati kakšno besedo v tolažbo, pa predvsem pa bližino. No, kot se vprašal, najbolj pogosto pa je to neurejeni, čisto človeški, medsebojni odnosi v družini. Ali pa med sosedi, tega je tudi veliko, glede zemlje. In pa tudi starih zamer, pa to, kar si težko odpustijo drugim ali pa tudi sebi. In kaj je tisto, kar kot duhovnik lahko nadaljavo celo po telefonu date takim ljudem, kako ublažiti te skrbi? Ta prvo je, da poslušam. Potem se pogosto zgodi, da tudi rečem, če bova nekaj skupaj kratko zmolila.
rečem tudi, da lahko še ponovno kdaj pokliče. Skratka, ne, da oseba spozna, da je nekomu mar. Se pravi, da je še nekdo, ki čuti njeno žalost, njeno težko sprejemanje situacije, ne, da je pripravljen biti spet poleg. Za konec, gospod Miroš Libar, pa vas kot zlatomašnika sprašujem še o tem današnjem 1. novembru, torej prazniku vseh svetih in o jutrišnjem dnevu vseh vernih duš. Koliko dela vas še čaka? Kaj zdaj kot zlatomašnik imate v teh 2 dneh, 1. in 2. novembra, kot pomočnik, kot tisti, ki na Dobrovi skrbi tudi za sestrsko skupnost, kar se svetih maš tiče? Sobota, nedelja, današnji jutrišnji dan bosta kakšna? Kot si omenil pri sestrah, imam vsako jutro 3/4/7 sveto mašo. Potem sem na voljo za spoved v cerkvi Marija Nebovzetja na Dobrovi. Potem popoldne se navadno pridružim na pokopališču na Dobrovi. Včasih še nekdo iz dekanije tudi povabi za spoved. Če kdo, konkretno imam tudi primer v dekaniji, ko je bolan, ki je tudi v bolnišnici, stopim tudi v oltarju, namesto njega mašujem. Rad grem tudi v večeru, kot greste radi, tudi na pokopališče. In moram pa reči, da glede obiska grobov domačih, pa navadno od teh prazničnih dneh spustim, si tudi rečem, rad grem v drugih priložnostih in ni najbolj pomembno, da greš, pa ne vem koliko sveč prižgeš, pa kakšen pušec pa neseš. Jaz to lahko naredim tudi, ko molim, ko si jih spomnim pri maši. In to bi tudi rad vam vsem povedal, da ni toliko pomembno, koliko prinesete sveč, ampak koliko prinesete molitev, koliko prenesete tudi v tem letu sploh, pa tudi sicer v teh dnevih lahko odpustek naklonimo našim rajnim. In to je tisto, kar bodo še bolj veseli, tudi če ne morete. In na tem mestu bi posebej vam rekel, ker ne morete iti, ker vas ne morejo peljati, ker ste daleč od grobov vaših dragih, da lahko svoje postelje, svoje sobe tudi zmolite zanje. Pa bo ravno tako, ali pa še več, ker ste zraven tudi morali nekaj žrtvovati. Gospod Miroš Libar, dragi zlatomašnik, hvala lepa, ker ob vsem zdaj našteten in ob vsem, kar sva izpustila v vašem urniku, najdete prostor tudi za to, da prikimate našim radijskim vabilom, pa ne bo to radijska kateheza, že omenjen pogovor z duhovnikom ali takole za kako oddajo, ko se spomnimo, da bi bil gospod Šlibar pravi sogovornik in danes se je res izkazalo tako, da ste bili. Hvala, ker sva lahko skupaj zdaj naredili tak kratek sprehod po vaši bogati življenjski poti. Hvala za vse zglede, mislim, da lahko rečem hvala tudi v imenu vseh poslušalk in poslušalcev, ki so deležni bodi si vaše besede, vaše spodbude ali pa so v minulih letih bili deležni tudi tolažbe ali srečevanja z njim dragimi drugače. Bog vas živi in res hvala za to, ker ste bili naš gost. Naj izveni to ne kot ena osebna hvala, ampak hvala Bogu, da mi je dal, da je dal mi starše, da je dal mi brate, da je dal tudi Radio Ognjišče. Naš gost je bil zlatomašnik Miroš Libar, z njim sem se pogovarjal Jure Sešek. Oba vam želiva lepo nadaljevanje prazničnega dne, lepo jutrišnjo nedeljo in vse dobro. Naš gost.